Dobar dan vsem. Zračunamo zdaj integral ulomljene racionalne funkcije, kjer imenovalec je polinom druge stopnje, ki ima diskriminanto delta enako nič. In ga torej lahko napišemo kot konstanto, ki množi en kvadrat binoma. Ampak prej upoštevajmo to. Če imamo v integralu, če imamo stopnjo števca večjo od stopnje imenovalca, polinome lahko enostavno delimo in to sem razložil v videu za slučaj, ko diskriminanta delta je pozitivna. Ampak v tistem primeru, zelo enostavno rečeno, če mi delimo polinome, to lahko napišemo kot ta ulomek, lahko napišemo kot en polinom plus en ostanek, ulomljeno začetni imenovalec. In tisti ostanek bo stopnje 1 ali nič, ker imenovalec zdaj tukaj je druge stopnje. Zdaj pogledamo slučaj, ko imamo, in torej tisto, kar je težko, je zračunati ta integral, integral polinoma je lahko. In torej sedaj pogledamo slučaj, ko števec je prve stopnje. Potem pogledamo še slučaj, ko števec je stopnje nič, torej en konstanta, ki je še bolj lahko. Prav, sedaj se lahko zreduciramo torej na take integrale, kjer stopnja števca je manjša od stopnje imenovalca. Tukaj v imenovalcu lahko izpostavimo koeficient od x na drugo, ki je 3. In sedaj tukaj imamo en kvadrat binoma in to napišemo kot 3 krat x minus 2 na drugo. Sedaj, katera je ideja? Da ta ulomek bomo napisali kot nek a, ki ga moramo določiti, ulomljeno x minus 2, plus nek b, ki ga moramo določiti, ulomljeno x minus 2 na drugo. Sedaj bomo dali ne samo na skupni imenovalec, ampak damo notri še ta 3 v imenovalcu, tako da ta imenovalec je isti kot ta, zato da bomo primerjali izraza. In torej ta a ga je treba pomnožiti z 3 krat x minus 2 in ta b ga je treba pomnožiti s 3. Zdaj tukaj pomnožimo, preuredimo in sedaj lahko primerjamo ta dva izraza. Imenovalec je isti, torej gledamo števce. Tukaj je 3a, ki množi x, tukaj je 6, ki množi x. In torej 3a je enako 6 in minus 6a plus 3b je enako minus 21. Zdaj tukaj dobimo direktno a, da je 2 in to vrednost 2 ustavimo tukaj v drugo enačbo. In torej imamo tukaj to, zdaj 3b je enako minus 21 plus 12 in torej enostavno dobimo tudi b. Torej smo določili a in b. Torej, naš začetni integral, ki smo napisali tukaj razstavljenega, ker znamo, da integral vsota je vsota integralov, lahko napišemo kot integral od tega a, ki je bil 2, ulomljeno x minus 2 plus integral od b, ki je bil minus 3 ulomljeno x minus 2 na drugo. Sedaj ta 2 lahko vzamemo pred integralom in ta minus 3 vzamemo pred integralom. In tukaj bomo zračunali direktno ta integral, ker rabimo pravilo, integral od funkcije ulomljeno funkcija je naravni logaritem absolutne vrednosti od funkcije. Sedaj pogledamo, če imamo ta odvod. Odvod od x minus 2 je 1, ki je prav tukaj, torej smo v redu, ampak če ne bi bil 1 bila ena druga konstanta, ne bi bil en problem. Konstante lahko vzamemo notri in ven iz integrala brez problema. Ja, in torej ta se ga da direktno izračunati, je naravni logaritem absolutne vrednosti od x minus 2. Prav. Sedaj tukaj, ok, smo vzeli ven minus 3, ampak smo imeli ena ulomljeno x minus 2 na drugo. To se nas plače napisati kot x minus 2 na minus drugo. Zakaj? Da bomo rabili eno drugo pravilo. Integral od odvod od funkcije krat funkcija na alfa je enako funkcija na alfa plus 1 ulomljeno alfa plus 1. In torej, tukaj to minus 2 je naš eksponent, plus 1 pride minus 1, torej to bo napisali kot x minus 2 na minus 1, ulomljeno minus 1, sedaj minus 3 ulomljeno minus 1 je plus 3, in tukaj x minus 2 na minus 1 je 1 ulomljeno x minus 2, in torej napišemo 3 ulomljeno x minus 2. In smo si izračunali začetni integral. Sedaj pogledamo še slučaj, ko števec je konstanta, stopnje nič, ker se da narediti dosti hitreje, torej izračunamo si integral od 5 ulomljeno, ta polinom druge stopnje,
ki ima delta enak nič. Poglejmo, če je tako. Torej, tukaj izpostavimo koeficient od x na drugo, ki je 2. In to je en kvadrat binoma, ki je x minus 3 na drugo, ja, torej delta je bil nič. Sedaj, ta 5 in ta 2 sta konstanti, ki vzamemo od spredaj, 5 polovic, tukaj to napišemo kot x minus 3 na minus drugo in rabimo zmeri isto pravilo, sem ga rabil prej, integral od voda krat funkcija na alfa je funkcija na alfa plus 1 vlomljenje alfa plus 1, torej ta 5 polovic damo spredaj, tukaj imamo x minus 3 na minus prvo vlomljeno minus 1, torej ta 5 polovic damo skupaj s tem minus 1 in minus 5 polovic, tukaj x minus 3 na minus prvo, 1 vlomljeno x minus 3, lahko zmeri plus konstanta. To lahko napišemo tako, damo tudi skupaj minus 5 vlomljeno 2 krat x minus 3 plus konstanta in torej smo zračunali tudi tega. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.